so res drugački cajti, bi rekli naši dedi in babice. Ko smo v šoli imeli štetje avtov, motorov, biciklov, smo kar celo uro čakali, da se kjer dopeljal. Kaj čemu, tak je bilo. No, te pred nami so narisane bele črte. So rekli, da te leži zebra živalskega vrta. A ni to kar tak. Vsa vozna sredstva se vstavijo, če zagledajo na zebri kjerega človeka. Ta pa vseeno mora pogledati levo in desno, da ne pridirja kak norc in se morbit ne bi vstavo. Zdaj smo še malo bolj varni, saj lahko hodimo po pločniki. A vseeno malo bolj varni, a saj vseeno v pamet v glavo, ko smo na cesti. Po vaseh in po dolinah, sredi mest in sploh posod, vijajo se bele ceste, ki prepolne so otrok, ko hitijo v vrtec, šolo, ko domov se jim mudi. Pazi, pazi, vsak vodnik na te drobcene ljudi. Saj majhne glavice prevzete od življenja so in sanj, pozabijo na vse na svete, stečejo na drugo stran. Je v trenutku vsega konec, je le krik, ki onemi. Nikdar ljudje, nikdar se več to ne zgodi. Skupaj bomo prijazna bo do jutra, da bo varen vsak nov dan. Vedno se zavedamo, na cesti nikdar nisi sam. Skupaj bomo vsi pazili, vse to v naših je moči. Bravo, fantazija! Drvim, 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 sestrico za vozičko prihitim. Čez luže čmok, na pločni kop. Potlej pa so. Naveličam se hitenja, še malo sedenja. Kolona plane sredi poti, da zdaj preočim gumo, kako se ta vrti. Čas za otvoritev pločnika, razširjene in obnovljene ceste ter vaškega igrišča, za kar je v veliki meri zaslužil naš predsednik krajevne skupnosti, gospod Marjan Žiber, ki je letos sprejel tudi oktobrsko nagrado. Gospod predsednik, čestitamo in vam predajamo besedo. Najprej vsem en lep pozdrav še enkrat, tisti, ki niste bili na svečani seji, torej. Še enkrat torej pomeni lep pozdrav. Najprej bi se zahvalil vsem vam, ki ste se danes udeležili tega dogodka. Torej, to je pravzaprav en velik dogodek, ki je v sestavi občinskega praznika tudi naš praznik, ker smo tudi mi deležniki občine in smo tudi del te občine. Namreč v občini Brežice imamo 20 krajevnih skupnosti različnih veličin. Naša je ena med srednjimi po številu prebivalcev, nekaj manjša od sredine, pa vendar zelo pomembna, saj smo obmejna občina in prizadevamo si ves ta čas, da bi dosegli nivo in kvaliteto življenja takšno, kot je v mestu. Danes sem vesel, da je tudi med nami toliko število najmlajših, saj ta cesta obnovljena
tale pločnik pravzaprav za njih še največ pomeni, da bojo varno hodili od centra do šole in od šole do centra. Vesel sem tudi tega, da smo se zbrali ravno na tak lep dan, ko občina slavi oktober in mi smo del tudi tega, tako da pravzaprav smo del bolj občine, kot smo bili včasih. Otvoritev ta, naj še enkrat ponovim, in pločnik je do zdaj zgrajen, je koštal slabih 400 000 evrov, kar ni malo za občino, seveda za krajevno skupnost pa je, smatram, velik uspeh. Upam, da bomo tudi tako rekoč tisto prvo fazo, ki smo jo preskočili, v naslednjem letu ali v naslednjih letih zgradili, tako da bo ta obroč okrog Velike Dolne za šolarje in za malčke prav narejen in da bojo uspešno in pa varno hodili po tej poti. Danes bomo odprli ta del ceste uradno in pločnik, na to gremo na igrišče večnamensko, ki ga bomo tudi odprli, predvsem, da bojo lahko mladi se tam razgibavali, da ne bojo gledali samo v svoje tablične računalnike, da bojo tudi se gibali in to je prav, da jim to omogočimo. Prav je pa tudi to, da se bojo starejši, tudi mogoče moj letnik, ki že šteje kar precej, se tudi udeleževali tega, sam si tega želim, da bi bilo takšnih več, ki se mi bojo pridružili. Danes je tukaj tudi župan občine Brežice, ki ga lepo pozdravljam na kraju. Želim, da je tako sodelovanje še naprej s krajevno skupnostjo in z občino in z županom, kot je bilo vsaj do zdaj, lahko se pa tudi to še izboljša. Krajanke, spoštovani predsednik, svetniki krajevne skupnosti in svetnice in seveda tudi vsi gostje. Tudi meni je veselje, da je prišlo končno nekako do dokončanja tega odseka, ki je seveda, kot smo slišali, pomembno za vas, je to kar zahtevna investicija, pa koncem tudi za občino Brežice, saj seveda tudi 400 000 evrov, ki je to približno stalo, ni mal denar tudi več za tako veliko občino, kot je občina Brežice, za marsikatere občine manjše pa bi bilo verjetno to investicija, ki si jo v enem leti lahko celo težko privoščijo. Seveda naš cilj občine je poskrbeti najprej za varnost in pa, kot je bilo rečeno, imamo 20 krajevnih skupnosti, da poskušamo vse krajevne skupnosti koliko toliko enakomerno razvijati. Zato seveda delamo na različnih področjih. Sigurno zelo pomembno je šolstvo, koncem vi imate to šolo, katero seveda je občina kar precej v zadnjih letih tudi prenovila, energetsko sanacijo je naredila, je uredila ogrevanje, koncem uredili smo tudi zobno ambulanto, kar seveda je danes kar privilegij. Vemo, da marsikatere občine nimajo danes zobozdravnika, mi pa še vedno imamo tudi na dislociranih enotah in pa seveda tudi to tekaško stezo, ki je bila narejena zato, da lahko otroci se enakomerno razvijajo tako kot ali velikim kraju ali manjšim, da imajo približno vsi enake pogoje. Koncem to tudi dokazuje kvaliteta izobraževanja, tudi vaši otroci so bili na svetovnem prvenstvu v znanju in so dobili dobre rezultate, kar pomeni seveda, da ne glede na to, ali si v večji šoli ali v manjši, lahko uspeš in seveda je tudi dobra osnova za nadaljne šolanje in pa življenje. Seveda, kot sem že povedal, varnost je ena od ključnih, zato seveda pločnike prioritetno delamo ob šolah in pa ob državnih cestah, ki so fejs prometne. To so prioritete, koncem želeli bi si ponovadi povsod, vendar definitivno seveda sredstev je vedno premalo, vendar na zadnje se le najde rešitev. Lahko povem, da so še tudi neke druge investicije v teki, pa mogoče še bomo gor kaj več povedali. Predvsem pa seveda si želim, da bi, tako kot ste rekli, najmlajši kljub temu, da imate bolj varno pot, še vedno bili pazljivi, kajti najbolj pomembno seveda je, da sami poskrbimo za svojo varnost, seveda, če so pa boljši pogoji, je pa še to boljše. Tako da, jaz vam čestitam za to pridobitev, tudi meni je bilo veselje. Kot je rekel Marjan, zelo dobro sodelovanje je, jaz mislim, da odlično, zato težko bo bistveno boljše, bi bil zelo vesel, če bo ostalo na takšnem ravni in seveda, da bomo še naprej
sodelovali in da bomo nadaljevali. Res je, da imamo še eno fazo, ki je približno ocenjena na 150 000 evrov. Upam, da se bo tudi tam lastniško rešilo in seveda, da bo na koncu ta nekakšen obroč okoli šole končan in s tem seveda narejen največ. Čestitam vam tudi ob prazniku vašem in seveda tudi prazniku občine Brežice. Tu pa danes vam želim predvsem veliko srečnih in pa varnih korakov in pa seveda tudi varno vožnjo. Zato še enkrat lep dan vam želim in čestitam in seveda varno vožnjo vam želim. S te strani, da smo izvor nekaj videli. Da nekaj škare do celo. Evo, Marja. Vas povabimo, da nam se pridružite na pešpoti. Otvoritev v tem res svečanem dnevu na Veliki Dolini. To je danes tretji dogodek, svečana seja, otvoritev pločnika in tudi otvoritev večnamenskega igrišča. Ponovno sta tukaj še z nama župan občine Brežice in predsednik krajevne skupnosti. Pa prosim Marjana, da nam se pridruži. Ste se tukaj zbrali ob tem dogodku. Jaz menim, da za naš kraj in za mene osebno je to velik dogodek, ne glede na to, kaj si kdo o tem misli. Kritiki so bili vedno in prav so došli, da bojo zdaj. Igrišče, na tem prostoru smo morali nekaj narediti in idej je bilo različnih. Vendar na zadnje smo se odločili za to večnamensko igrišče, ker zgradbo, da smo tudi obnavljali, nismo imeli prave vsebine ali pa ni bilo prave volje za pravo vsebino. Danes je to, kar je, to je igrišče, da nam najmlajši ne bojo gledali samo v tablice in v računalnike, da bojo imeli tudi možnost, torej prostor in smo priskrbeli in možnost bojo imeli tudi fizične kulture na tem igrišču različnih iger. Namreč za zdaj je postavljeno na tem igrišču samo rokometno igrišče, sledi pa še košarka, odbojka in pa tenis, tako da bo različno, tako da bo res v pravem smislu večnamensko. Danes je lep sončen dan, zato bodo tudi nekateri prikazali marsikaj, kar se da v kratkem času na tem igrišču. Vabim prej, ko ga odpremo, da bomo lahko to predstavili, župana občine Brežice, gospoda Molana Ivana, da skupaj prerežemo trak in to igrišče uradno spustimo v promet. Zdaj dam pa besedo gospodu Ivanu Molanu, županu občine Brežice. Ja, še enkrat lep pozdrav. Dejansko že kar nekaj povedal pri šoli. Naj pa povem seveda, da to ni pločnik okoli šole edina investicija. Občina je seveda tudi financirala v tole igrišče, približno 120 000 je bilo vse stroškov. Seveda imamo pa v letošnjem letu planirano tudi še kar nekaj stvari na posodobitvi vodovodov in pa seveda treba vedeti, da tudi v lanskem letu in pa upam, da bo se tudi nadaljevalo še nekaj preplastitve, predvsem Cirnik in pa ostale kraje. Tako da dejansko, kot sem že prej povedal, občina res želi, da se vsi kraje v občini poskušajo čim bolj enakomerno razvijati in zato seveda tudi gledamo na to, da se tudi centra tudi nekako zastopeni. Danes pa mogoče se sprašujete, kaj imamo še to s seboj. Dejstvo je, da je občina kandidirala na ministrstvo za promet oziroma za varnost za en poligon za kolesarje in bo danes tudi nekako ta poligon je bil v šoli predan simbolično in bomo pa šolarjem še predali čelado in pa znak. Naša želja pa je, da se tudi vaša šola udeležuje občinskega prvenstva oziroma tekmovanja Kaj veš v prometu, kajti dejansko, kot smo že povedali, cilj občine je seveda, da je čim bolj poskrbljeno za varnost. Zato prosim vaše šolarke, da pridejo in seveda, da jim tudi simbolično predamo ta poligon, ki ga imajo v šoli, ki ga bojo seveda se lahko razstavili, tudi potem trenirali. In jaz upam, da drugo leto se tudi z vaše šole udeležite našega
kviza, kaj veš o prometu v občini Brežice. In seveda bi želel tudi, da zmaga in da gre potem mogoče kakšen z vašega kraja celo na državno prvenstvo. To vam pa dam, ko te imeli, boste skup. Čelado lahko proba, tako je. Evo, eno slikco bom naredil. Eno slikco skupaj. Skup z vami, da bomo imeli. Ideš na ono stran. Tako. Tako bomo čelado dali okoli. To te pa zložili, hoč se zložili. Da mu kako stvar, kak trak nastavili in ga prirezali in dali kako stvar še naprej v uporabo. Zdaj pa župan gremo prirezati. Še enkrat. Tako še enkrat. Čestitam. Škarje damo, zdaj pa. Zdaj imate pa prosto. Tudi mi smo pripravili, prosim predsednika, da izroči županu eno majhno darilo. Mi nismo za župana pripravili tako veliko darilo, kot ga je on s sabo prenesel in pričakujemo, da še kjerkrat pride, ker nosi darilo. Hvala še enkrat v imenu.